medtem pa vabim Mihata, da pride in pove svojih izkušenj v življenju, ker ti to tako fajn poveš in obvladaš, tako da ko pride situacija, boš mogoče kakšen mail pustil, kakšno spletno stran povedal, kontakte, da bodo naši člani vedeli, kam se obrniti. Evo. Super. Evo, screenshot. To je moj otrok. Black Raven Solutions Wilderness Academy, oziroma preživetvena šola, akademija Black Raven Solutions. Jaz sem na vso situacijo, Boris Urh, ja, jaz bi se Borisu Urhu osebno zahvalil, ker me je v bistvu majčkeno spodbudil pa zmotiviral, da sem jaz danes sem prišel toliko hiter, pa da sem se odločil vam par stvari povedati pa predstaviti, da boste, bom rekel, lažje malo planirali svoje življenje tudi za naprej, tako da bo srečno, zdravo in pač takšno, kot si vi želite. Najprej mogoče malo o meni, tisti, ki me še ne poznate, sem Miha Berčič, univerzitetni diplomiran mikrobiolog, biotehnolog, drugače pa moja strast, pa ta glaven poklic je inštruktor preživetja v naravi. Ker se je začela ta korona, sem ogromen programov začel pripravljati tudi za poslovni svet in sem kar uspešen na LinkedInu. Za razliko od večine ljudi pa imam jaz majčkeno drugačen pogled na svet, ker približno pol leta preživim v divjini, se pravi v naši naravi, spim tudi odzunaj in imam malo večji vpogled v to, kaj se zunaj dogaja, zato sem dobil tudi marsikaj znanja pa informacij direktno od narave, od rastlin, dreves, živali. Ne samo z opazovanjem, ampak tudi prek drugih kanalov. Večina ljudi živi v mestih, na vasi, v hišah, ne, drugače pa tole, ne, to je pa moja hiša, ne. Ja. To jaz sem kot polž, tole nosim okrog, približno 25 kg opreme in s tem jaz preživim zunaj 365 dni na leto v vseh razmerah. Ja, zdaj pa mogoče danes na kratko, kaj bom vse povedal za uvod. Jaz sem danes imel veliko tega znanja za podeliti vam, eno je preživetje v naravi, drugo so te nabiralniške delavnice, bom rekel nekako gozdni supermarket, travniški supermarket za neko samooskrbo, če bojo police ostale prazne in tako naprej. Potem mogoče iti malo čez opremo, pa RKBO, zaščita, radiološka, kemijska, pa biološka obramba. To je nekaj, kar nas lahko zelo hitro zadane. Jaz sem zelo pozitiven človek, pa delujem pozitivno, ampak planiram pa na najslabše. Ker takrat, ko se nekaj zgodi, pa nisi pripravljen, je že prepozno. In jaz vam bom pokazal, kaj imam jaz planiran. Zato, da če ne drugega, da saj majčkeno začnete o tem razmišljati, pa da veste, kaj narediti, če pride do nekega rukarja. Ko se je začela ta pandemija, sem jaz spremljal obe strani, ker sem pač znanstvenik po duši in sem to tudi študiral. In mi je bilo to izredno zanimivo in se prav spomnim odziv dostih mojih znancev s faksa, sošolcev tudi, ker so bile kar mokre sanje. Zdaj bo pa tako, kot je v filmu, to, kar smo študirali, zdaj bomo pa mi ta glavni. Ampak to je življenje, ne? In življenje ni tako. To je pač vojaška operacija in temu primerno se treba tega zavedati in biti na to tudi pripravljen, ker ko vojska štarta z neko operacijo, ni malo levo, malo desno, ampak je točen znan cilj. Točen znan cilj, kar se je zdaj tudi pokazalo v Ukrajini. In posledice bomo nosili vsi, jih že nosimo,
To so višje cene in vojno dobičkarstvo, ki ga vidite čisto pri vseh produktih. Najbolj pa to seveda ljudje, ki so na minimalcu, občutijo na prehrani, na stroških ogrevanja in nekih osnovnih utility. Plin, elektrika, voda. Voda je zaenkrat, hvala Bogu, v Sloveniji še poceni, ampak to se nam zelo hitro spremeniti. In potem posledično višji davki, bolje vrabec v roki kot golob v parlamentu, ampak pač tja smo ga spustili, oziroma ste ga spustili, jaz ga nisem volil, bom direkt povedal, lahko tudi povem zakaj, ampak tako, rekel, vsak rab en čas, da spregleda te laži, pa da neha samo sedeti v gledališču, ki se mu reče televizija, politika in dnevno življenje, in da se zave, da so te ljudje zelo dobro plačani igralci. Da je pri nas v Sloveniji edini play to, da priješ na državni proračun in ko si na proračunu, meni verjamem, da samo še vsake 4 leta se majčkeno potrudiš za to, da ostaneš gor, pa parkurit. Vse nevladne organizacije so na proračunu, takem ali pa drugačnem. Je treba protestirati zdaj proti gradnji kanalizacije. Kje ste 8. marec? Kje ste drugi nevladniki? Treba je vodo našo zaščititi. Kje ste? Ne boste grizali roke, ki vas hrani, ne? A ne? V redu. Preživetje v naravi že 14 let vodim tečaje, delavnice, tabore. Večina mojih strank je iz tujine, zato ker Slovenci ne znate ceniti tega. Če bi se jaz pisal Michael Bručiči, mogoče bi imel 20krat več Slovencev v svojih delavnicah, tako jih pa pač nimam. Vsi čakate do zadnjega časa, takrat, ko je že vse prepozno, takrat, ko je Titanik že potopljen in ko mi pridete na rešilni čoln, takrat je treba začeti se naučiti plavati, takrat je prepozno. Letos spet delavnice nabiranja užitne prehrane, pa to majčkeno reklame, ampak bistvo preživetja, ki ga jaz to besedo uporabljam samo zato, ker ima večina ljudi vsaj neko predstavo, kaj to je pa nek nabor znanja, pa predvsem mindset. Se pravi, da si samostojen, da si samoiniciativen, da si pozitiven, da ne paničariš, ampak da umirjeno pogledaš, kakšna je situacija, da pogledaš, kakšne imaš resurse, katera orodja imaš in kako boš neko težko zadevo presegel. In si kljub neki totalni slabi situaciji, v katerem ali pa okolju, v katerem si se znašel, naredil življenje ne samo znosno, ampak tudi zelo udobno, pa srečno. Ker tudi sredi vojne cone si lahko narediš en tak mali kotiček, če ne drugega saj v glavi. In to jaz učim. To je zelo uspešno ljudi učim v poslovnem svetu. Kako dobro handlati stres, kako stati kreativen, kako z manj dela imeti boljše rezultate, kako bolj jasno komunicirati, zato da imaš več strank in pa predvsem, da imaš zelo dober odnos v kolektivu. In kako voditi te ljudi, ki kar naenkrat ne rabijo več nadzora, ampak rabijo samo še majčkeno usmeritev in so samostojni. Kako iz delavcev narediti solastnike podjetja, mentalno. In to se mora tudi management spremeniti. Dobro. Vedno nek osnovni tečaj preživetja, ki se ga podaja za vikend pri meni, je sestavljen iz tega, da nekako pogledamo neko preživetveno situacijo, če se nekaj pač nam zalomi. Ali, ne vem, zmanjka bencina, alternator se pokvari, baterija crkne, mi smo pa sredi Pokljuke, ko smo šli nabirati gobe, mobitel nam je crknil in kaj zdaj, po noč ne bomo hodili, premrz je, nismo ziher, po kateri poti moramo jeti, dajmo počakati saj za zjutraj bo ziher kdo prišel, nam posodil mobitel ali pa nas odpeljal v dolino
v kanto bencina ali pa kakorkoli, ali pa AMZS bomo poklicali. Ne, ampak mi moramo to noč preživeti. Lahko se izgubimo v gozdu, kaj zdaj narediti. Najprej itak se umiriti, naslednja stvar je zavetje, da se spravimo stran od elementov, dež, mraz in tako naprej. Ogenj, če ga znamo zakuriti ali pa če ga lahko zakurimo, potem je voda, potem je pa družba, jaz rečem, za tiste, ki smo del časa v hosti, ali pa rešitev, spravi, da greš in se rešiš. To je nekako ta osnova. Potem, katero opremo v resnici sploh rabite, če bi radi majčken del časa preživeli v gozdu ali pa začeli, bom rekel, nek bushcraft oziroma gozdovništvo, kakor se temu reče pri nas. Definitivno rabite eno dobro spalno vrečo, eno zimsko spalno vrečo, če se hočete stvari po zimi, drugače pa eno dobro 3-sezonsko spalno vrečo. Rabite en nahrbtnik, rabite, bom rekel, eno čutaro, en dober nož, pa recimo kresilo, da lažje prežigate, eno kratko žagco zložljivo, pa nekaj vrvi. Cerada in v bistvu s tem imate čisto vse, kar rabite, da ne podrete pol gozda, zato da si postavite neko zavetje, ki vam bo kakor toliko dobro držal vodo, pa da bo nekako temperaturno izolativen. In to je to. In potem se začnejo stvari vedno več bivaš odzunaj, oziroma vedno več časa preživljaš zunaj, nadgrajuješ stvari, ki jih že znaš, vidiš pa pileš nove detajle, gledaš YouTube videe, probaš sam stvari narediti, potem pa ti začnejo stvari same prihajati. Od kje, od odzgoraj, od narave dobiš informacije in tako naprej. Ja, zdaj, koliko imam zdaj časa, da se vem naštelati? Imaš zdaj časa, dokler na drugi strani skrb ne padejo. Ja, joj, to bo malo preveč. Jaz sem imel tako, zdaj zelo naporne 3 tedne. Koliko vam ti lahko potreboš časa? Ti koliko? 20 minut? Mislim, 20 minut, pol ure komot. Super. Zdaj mogoče tukaj vprašanje vam, no, ali pa če kdo v chat, a imaš chat tamle zraven? Kakšno vprašanje, no? Ker če ne, jaz bom dal tako, kratke osnovne informacije o RKBO-ju. Torej, radiološka, bakteriološka, pa kemična zaščita. Pa povedal vam zakaj. Drugače, vse stvari so na internetu. Tukaj bojo zapisali, pa boš. V redu. Tako da zdaj bom dal 1 minuto za vprašanja. Tukaj, če imate kakšne vprašanja. Ja, prosim. Bolj na glas. Rada bi, da bi kolikor se da natančno Miha naštel, kaj je najbolj nujno v primeru kakšne naravne ali kakšne druge katastrofe, da imamo pri roki. Ok. Se pravi vprašanje, tisti, ki niste dobro slišali, kaj moramo vedeti, pa kaj moramo imeti pri roki v primeru kakšne naravne katastrofe. Zdaj najprej, kakšne so lahko naravne katastrofe? Naravne katastrofe so lahko požar, suša, poplava, bolezni, nalezljive, pandemije, epidemije, potem je lahko onesnaženja kemično, biološko, radiološko. Tukaj noter pašejo tudi vojna. Ja, tako je, bili smo. Vojna in ostale operacije. A sem še kaj? Potres, potres, vulkan. To ni res, no. Ja, prosim. Se pravičujem, ampak kemično onesnaženje, to ni naravna nesreča. Vem, se strinjam. Govorim ne samo o naravnih nesrečah, ampak vse, kar nas lahko zadane. Zakaj pa sem pa vse to naštel, je pa zato, ker
se lahko predvsem tem zelo dobro zaščitimo, oziroma pripravimo, če se zgodi. Danes naravnih nesreč skoraj ni več, vse je človeško povzročeno. Patenti za geoinženiring, patenti z uporabo zemljine energije, elektromagnetne, za povzročanje suše, poplav, požarov, potresov, spreminjanja atmosfere, žleda in tako naprej, so zelo dobro dokumentirani v patentnih uradih, predvsem ameriškim. In to si lahko tudi pogledate. Marsikaj se da pogooglati. To, kar je bilo v Turčiji, se ne vsak odgovori, ali je bil to naraven pojav, ali ni bil. Marsikaj zgodbo si lahko preberete, marsikaj video si lahko pogledate. Jaz imam dosti prijateljev po celem svetu, na različnih položajih, marsikdo je tudi zelo visok. Imam interne informacije, ki jih veliko ljudi nima, pa tudi zaradi tega posledično zaščito proti raznim malim podrepnikom, pri nas. Ok, s čim se založiti? Tukaj zdaj govorimo o survivalizmu, to je ameriški izraz, pa o preppingu, se pravi priprava, survivalizem pa, da nekako se pripravljaš na to, da bo civilizacija propadla in da boš ti imel določena osnovna sredstva pa določena znanja, da boš lahko preživel v naravi in samo od narave. Meni je to način življenja, tako da jaz v bistvu tega direktno ne učim, ampak glede na to, kakšna je situacija, pa kam vse skapele, pa kaj politiki šponajo, katero narativo, pa katere govore, in me izredno skrbi, ker jaz sem včasih bil ful zagovornik žensk, da stopijo v gospodarstvo, da stopijo v politiko, ker je to materinska energija, ki ščiti, in ženska pa ja ne bo, ko bo prišla na vodilno funkcijo, hujskala na vojno. Ampak kaj se je zgodilo? Sorry, malo bom grafično grd. Ženske, te, ki so zdaj v politiki na visokih položajih, vključno z našimi, so ene navadne grde prasice. Zakaj sem uporabil ta izraz? Prasica kot žival, ženska oblika svinje, je zelo skrbna, ampak človeška prasica je pa najhujš grabežljiva. Sploh nimam besed. Narava vedno teži k temu, da zaščiti človek opijanjen od oblasti, pa denarja, pa vse uniči. Tako da, kaj se morate pripraviti, pa kako? Najprej vedeti, da je za vas poskrbljeno od zgoraj. Okay? Delati na temu, da vsak dan se sproščate pa meditirate, da hodite v naravo in tako naprej. Ker, če pade atomska bomba na Slovenijo, pač ste zaključili. A ste že tam, da lahko zdajle greste, zdajle umrete? Ali imate še kaj za postoriti? Če imate še kaj za postoriti, jaz sem vse že naredil, jaz lahko zdajle grem. Mirne vesti, z največjo radostjo, da grem ven iz tega sranja, ki mi je sicer zelo všeč, ampak da grem nazaj v moj dom, k univerzalnemu očetu, po univerzalni materi. Dajte začeti vsak dan delati. Tiste stvari, s katerimi še niste pomerjeni. Ne vem, zameram mami, zameram očetu, zato pa to. Pejte do njih, povejte jim to. Vem, da je težko. Jaz sem leta in leta to predeloval, pa tudi govoril. Marsikaj tudi nisem pol povedal, ker ni bilo več potrebno. Starši so vaši največji učitelji. Povejte jim, povejte bivšem partnerju, povejte otrokom, da jih imate radi, zakaj jih imate radi,
kaj vam ni bilo všeč, zakaj ste bili jezni takrat na njih, povejte jim. To boste dali od sebe en velik križ, ki ga nosite. Tako boste bolj pripravljeni na karkoli. Fizično za to telo, kako pa poskrbeti? Kaj rabi fizično telo? Živijo. Rabi vodo, najprej rabi zrak, čisto vodo, čisto neoporečno hrano, pa dobre odnose z drugimi, ker smo čredna bitja in se rabimo pogovarjati. Pa streho nad glavo, ajde. Zdaj pa kako boste za to poskrbeli v primeru kjerihkoli naravnih ali pa umetnih človeških nesreč? Kar se tiče zraka, ja, no, če nam zrak toliko zastrupijo ali pa požar, pa kisika zmanjka zaradi dima, imate tam nekje minuto do 2, preden se pač zadušite, oziroma kisika zmanjka v možganih. Zato ponovadi z tega naučim, ker itak pol je hiter konc. Ali je to utopitev, ali je to zadušitev, ali pa to zadušitev, ne vem, kaj vas plaz zasuje. Dajmo se pogovarjati naprej. Naslednja stvar, ki morate poskrbeti, je, da imate streho nad glavo. Streho nad glavo. Evo. Cerada. Jaz imam še tole, da na hitrico postavim. Pač pa ena taka cerada. Tok, da se spravite stran z dežja. Stran z dežja, zakaj? Ker ste mokri, 20krat bolj vašo toploto telesno odvaja vam voda od telesa. Izolacija, se pravi, da se dobro oblečete, pravi, da imate dobra oblačila, dobro spalno vrečo doma. Ni treba, da imate vrhunsko spalno vrečo puhovko za 500 €, lahko imate neko, zdaj so izredno dobre spalne vreče zimske do -15, -20 z umetnih materialov, ki stanejo tam nekje 180, 250, 260 €. In to je popolnoma zadost. Lahko imate pa 2-3 sezonske spalne vreče, ki date eno v drugo. Vmes pa natlačite časopisen papir, karton, listje, slamo, suho travo. Snaži se je rekel Tito, pa si je z glisto čevelj zavezal, poj pa glista rekla, snaži se pa je spizdila. Tako da več, ko imate znanja, bolj, ko ste prilagodljivi, bolj, ko ste kreativni, z manj denarja, pa z manj opreme boste čez prišli. To, kar sem vam jaz pokazal še enkrat. To je moja hiša. Okay. Jaz 3/4 teh stvari ne rabim, če bi šel v hosto, pa bi mogel preživeti, ker bi vzel res samo en nož pa spalno vrečo, zato, da se ne rabim skozi ukvarjati. Ampak imam jih zato, da se lahko vsak dan prestavim 3-krat, pa postavim nekje bazo, pa tam živim, pa furam neke, ne vem, objave na socialnih medijih, da malo podražam koga, pa da mu dam malo zamisliti, pa da ljudje vejo, da sem še živ. In to je to. Drugače, evo, kaj je treba še vedeti? Denar, ki ga imate, kam ga morate vlagati? V znanja pa v potovanje, pa čisto nič drugem. Vse ostalo, kar rabite, zaslužite. V drugo se ne splača vlagati. Minimalno opremo. Evo. Žaga. 20 €. Nož mora najti. 20 €, 25 €. Jaz vam s tem brunarco postavim. V enem mesecu. Pa not preživim, zimo not preživim. Orang brunarco, brez heca. Pač veliko bom žagal pa delal, ampak na koncu bo narejen. Zakaj? Kak jaz, to je ta moj mindset je zdaj tako, pa jaz zdaj to poslovne že učim. Ker nastane situacija, jaz ne razmišljam, ojoj, kaj pa zdaj, ampak jaz, ker pride situacija, ne vem, recimo je potres, jaz najprej pomislim, ok, stopam pod podboj, ker se potres prvi sunk umiri, ven zbajte, če je to mogoče. Na kakršenkoli način. Stran od nekih visokih zgrad, stran od nekih dreves. Počakati, da se zadeva umiri, kaj pa pol? Pa takoj, vir vode.
A si predstavljate, da ko zmanjka štroma za 2 dni, ni več pitne vode, ker se pumpe se ustavijo. Vse so generatorji. Imajo zasilne generatorje, ki laufajo na nafto. Kaj pa, če nafta ne more do tja priti? Če tak velik rušilen potres, spravi, vse se ustavi, kje boš vodo dobil? Kje je v stanovanju voda, ki te zaprejo noter, ki je pandemija? Vode ni, elektrike ni, ne smeš ven, ki je policijska ura, vojaška policijska ura. Vojaška policijska ura pomeni, da ko stopite ven, vas ustrelijo. To ni policijska ura, ki pridejo pa ti dajo lisice gor, pa te popišejo. Kje imaš vodo v stanovanju, ko vsega zmanjka? Najprej v školjki. Če ne potegnete, imate noter, evo, rekel, saj tam 10-20 litrov, odvisen pač od tipa školjke, ki imate. 20 litrov vode imate. Na dan lahko živite z 2 deci vode, ena oseba, brez problema, odrasla in otrok. Brez umivanja, seveda. Umivati se pa moramo, umiješ se lahko z mokro brisačo, tista osnovna higiena, ki jo furajo beduini v puščavi, ki jo furaš kjerkoli od zunaj, ki si, tako da se ne izdaš in tako naprej. Biološka zaščita, bakterije, virusi, glive. Če bi bila naša telesna temperatura za 5 stopinj nižja, 32 stopinj ali pa še manj, nas ne bi bilo, ker bi nas glive pojedle. Zavedate tega, ne zavedate se tega. Glive so povsod. So naši, bom rekel, največji prijatelji pa največji sovražniki, zato kot brez gliv ni nič. Glive vse delajo. Delajo prst iz kamnin. Povezane so več ali manj z vsako rastlino, predvsem pa z drevesi. In tvorijo internet, to je Avatar lepo pokazal. Točno to vse dogaja. Poleg tega pa glive so prišle z vesolja, z asteroidi ali meteoriti. In tisti, ki je kdaj jedel kakšne nore gobice, pa je imel te izkušnje komunikacije z glivami, je imel osebno izkušnjo, da glive vladajo temu planetu. In da brez gliv ni nič. Sam pač mi živimo 80 let in imamo drug razpon časovni, v katerem delujemo. Mi smo hitri, mi smo tako kot vžigalca. Pržge se, ugasne čez par sekund. Glive so pa nek požar, one pa gorijo, dokler vsega ne pogorijo. Se pravi, gliva ima mindset 10 tisoče let, ampak nekaj hoče hitro narediti, vpliva pa na nas, na človeka, tako da izdela določene spojine, ki vplivajo na njegove možgane, preko tega, da jo zaužije, preko tega, da jo ovonja, preko tega, da jo popije po vodi. In isto živali. Ko hoče gliva več svetlobe, v bukovem gozdu, vpliva na jelenjad, pa na srnat, ki bo pojedla ta mlade bukve od spodaj. Izdela snovi, ki spremeni psiho živali. In tudi na človeka vpliva, da pride, pa poseka, pa naredi poseko pa jaso. Toliko smo mi najbolj razvito bitje na tem planetu. Toliko o temu. Spravi, voda je izredno pomembna. Kako vodo prečiste? To je pri nas propaganda, da imamo najbolj čisto vodo v Evropi, iz pipe teče vse, ni tretirana, ni klorirana, ni nič. To je vse ena velika laž. Jaz svetujem eno reverzno osmozo, vsaj poceni tam nekje do 300 €, da imate doma, ker lahko probate, če meni ne verjamete, recimo z orhidejami, kupite si en Phalaenopsis z 6 do 10 € v štacuni, pa zalivite s to našo trdo onesnaženo vodo iz pipe. Zalivite ta Phalaenopsis, to orhidejo, boste videli, da ne bo rasla dolgo. Predvsem pa ne bo dolgo cvetela. Zalivite z neko destilirano vodo iz destilatorja ali pa prefiltrirano prek reverzne osmoze, ki je dosti mehka, brez mineralov, predvsem pa brez toksičnih snovi, kemičnih noter in bioloških, da ne bi mislili, da ni bakterij pa virusov v naši vodi iz pipe, ki jo pijete. Ogromen je.
ogromen. Pa zalivite s tisto vodo, pa ne rabite nobenega gnojila, ker bo prav dober Phalaenopsis cvetel zelo dolg časa in naredil nove cvetove. Čebulni test obstaja, da preverite, koliko je voda kvalitetna, koliko je energijsko močna in tako naprej. Več pa v Sloveniji je ogromno izvirov, ki so zdaj seveda zaradi tega, kar se nam spušča iz zraka, že dosti onesnaženi pa kontaminirani. Ampak, ker vas ni veliko danes na Zoomu, pa prosim, da tega ne govorite preveč okrog, ampak pojdite sami to probati. Eden najmočnejših izvirov je za žičko kartuzijo. Ima več kot 1,5 milijona Bovisovih enot. To je energija, to je enota za bioenergijo. Ta voda, ki jo daš v usta, pa jo zdržiš tam par sekund, te takole postavi. Okay. Ko vam teče čez roke, je tak občutek, da bi vam en svilo potegnil. Zaradi tega, ker ima čisto drugo strukturo. Voda nima 3 agregatnih stanj, tekoče plinasto trdno, ampak ima 4 stanja, ki jih zaenkrat poznamo, verjetno še kaj več. To 4. stanje je tekoči kristal. Tekoči kristal je izredno pomemben, ker v tekočem kristalu se vse dogaja. Če hočete kaj več o tem vedeti, dr. Polak, Easy voda, EZ voda, si poglejte. Easy voda omogoča tanek sloj tega kristala, ki je na zunanji strani, ni pljučnih mešičkov, ki je debel, par vodnih molekul, omogoča, da kisik iz zraka preide v kapilare in se veže na rdeče krvne krvničke. Zato so covidni pacienti, ki so jih dajali na respiratorje, množično umirali, ker respirator suši pljuča in so se dobesedno zadušili. Voda, kako jo v naravi prefiltrirate? Morate znati zakuriti ogenj, da naredite oglje, ki je kakor toliko aktivno, še boljše, če znate narediti oglenico, da ga spečete, ker takrat je bolj aktiven. Pravi, oglje veže nase vse. Radioaktivne snovi, ki so ponavadi vezane na nek prah, potem veže biološke zadeve, viruse, bakterije, praživali, glive, spore in tako naprej. Veže vse kemikalije, morate ga pa dosti hitro menjati, ker ko se zasič, začne oddajati. Tako kot kristal. A imaš kakšen kristal tukaj? Jaz nimam nič. Evo, super. Ok, v redu. Kaj pa je tole? Meni tako nekaj znam. Ok, kristali. Kristali so najmočnejše orožje na tem planetu. Zakaj? Voda je tudi kristal. Turmalin, ok, črni turmalin. Kristali ima svojo vibracijo, pa noter tudi eno malo bitje, ki skrbi za kristal. Če znate se z njemu pogovarjati, lahko marsikaj izveste. Kristal zbira energijo iz okolice, ko se nasičijo, začne oddajati, zato morate kristale redno čistiti, pod tekočo vodo, na sonce, karkoli. Ko ti hočeš nekaj narediti z maso ljudi, imaš poseben kristal in posebenega obreda, zbiraš energijo njihovo, ponavadi čustveno. Čustveno energijo dobiš, ko prek masovnih medijev sprožiš neko novico, ko točno veš, kakšen odziv bo dala. Ali je to strah, ali je to jeza, ponavadi grejo na te dve stvari. In to zadevo zberejo v tak ogromen kristal, ne toliko velik, tak ogromen kristal. Kristal zadevo sfokusira in imate usmerjen žark in potem s tem usmerjenim žarkom lahko ciljate točno določeno osebo. Ali pa naredite karkoli, naredite potres, naredite poplavo, naredite karkoli. To so delali že tisočletja. Delajo tudi še zdaj. Samo zdaj so že zelo sofisticirane elektromagnetne metode, pa tega več ne rabijo.
Naslednja stvar, za čiščenje, se pravi oglje. Oglje je taka zelo univerzalna zadeva. Te filtri, kako narediti divji filter, preživetveni filter, imate na internetu. Lahko si kupite slamco, ki je za, ne vem, mislim, da je za 500 litrov vode, različne slamce so, in imate to vedno pri sebi. Kadarkoli pride do ene čudne situacije, najdete najbolj čist vir, da ne boste tam najbolj umazano lužo šli, pa slamco takoj zabasali. Čim bolj čistega, ali pa narediti nek grob filter, potem pa še čez ono slamco čez dati. Vodo boste imeli. To je, kar se tiče biološke zaščite. Kemična zaščita, glina. Glina je taka, ki zelo stvari dobro veže. In to je tudi ena najboljših radioloških zaščit. Zakaj? Glavni element v glini je silicij. Različne gline imajo različne procente tega silicija, ampak silicij ima piramidalno strukturo atoma. Piramida pa fokusira, pa transformira energijo. In če bi radioaktivne odpadke shranjevali v glinenih posodah, bi te svojo radioaktivnost izgubili, in to v zelo hitrem času. Samo to ne moreš služiti od tega, ne? Zato delajo raje podzemne bunkerje, blazno drage, in imajo tam zadevo noter. Če pride do radiološkega napada, pa fallouta, banja, ogromen gline noter, voda, pa se pa not namakati. Not se namakati, zelenavo, hrano, vso not namakati, dati ven. Zeolit, klinoptilolit, mineral je sploh tudi ena taka fajn stvar, ki jo spijete in vas od znotri prečist. Pa ziher obstajajo tudi kakšne eterične zadeve, ampak jaz še nisem tam, jaz še nisem slišal. Definitivno pa pozitiven odnos, sej bo, ne? Ta pozitiven mindset, pa ne vem, pa recimo molitev, pa tako naprej, pa priprošnja, pa zahvala, karkoli delaš v tej smeri, se pogovarjaš z neko višjo silo ali pa s komorkoli, ne? Prosiš za pomoč, zahvala za pomoč, pomaga, zato da, ker pač naš duh je neuničljiv, nezlomljiv, nesmrten, in če ga gor držimo z mentalom, veliko lažje prenesemo karkoli. Prej smo šli kemična, biološka, radiološka, to so pa te glavne, no, stvari. Ogenj, naučiti se zakuriti ogenj, ne samo z vžigalnikom, pa z vžigalcami, ampak še na kakšen drug način. Jaz priporočam, ne vem, kje imam tukaj, priporočam s kakšnim kresilom. To je neka magnezijeva zlitina, vsaka firma ima neko svojo varianto. Skratka, narediš s potegom železa tako veliko iskro, zato ko oddrgneš stran zelo male opilke minerala, zelo hitro potegneš in to energijo gibanja preneseš direktno v tak mali opilk, ki potem zažari. Kemična, se pravi, da dve snovi zmešaš skupaj in zaradi eksotermne reakcije, to je reakcija, ki sprošča ogromne količine energije oziroma toplote, zadeva zagori. Potem se lahko začnete učiti starih metod, bow drill, se pravi ta indijanski lok, hand drill, ročno, leča, konveksna, konkavna, ko fokusira sončno svetlobo v zelo malo točko zveriščno, date papir in zadeva zagori čez nekaj časa. Ali pa solarni kukarji, ki zbirajo svetlobo tako kot parabolno zrcalo od teleskopa v zelo eno malo točko, da v bistvu zelo veliko razpršene energije sfokusirajo v zelo malo točko, kjer je te energije zelo veliko, tako kot laser. Isto. Laser je najmočnejše orožje na Zemlji, ki ga imamo zdaj. V laserju noter je kristal, ki vir svetlobe sfokusira v eno zelo tanko točko. Isto se dela z ostalimi energijami. Čustev, občutkov, misli.
kaj smo še rekli? Se pravi, ja, karkoli se zgodi, najprej se ustaviti, umiriti, razmisliti, pogledati okrog sebe, kakšna je situacija, a sem na varnem. Če nisem na varnem, se odstraniti na neko mesto, kjer je varno. Potem, a so poškodovani ljudje, a jim lahko pomagam, naučite se tečaj prve pomoči. Danes imate na spletu vrhunske tečaje, ne samo za prvo pomoč, ampak taktične bojne tečaje. Kaj narediti, če si v vojni coni? Prva pomoč v vojni coni, first responder, za reševalce, za karkoli. In to imate na spletni strani, če me kontaktirate na mail, ki imate tukaj, vam bom dal 2 spletne strani, kjer specialci bivši ameriške vojske vas to naučijo za par $100. Spletni tečaj, vrhunska zadeva. To je nekaj, kar morate zdaj vedeti. Ker se lahko vse zgodi. Ta sistem, ki se kaže navzven, kada je tata mata pa nezlomljiv, pa ima 10 backupov, ni nič od tega res. Nič od tega res. Že 20 let nas furajo zombi filmi. Te samooklicani voditelji mislijo, da če nam vse prej pokažejo, pa nas programirajo, da damo mi tiho privolitev in da nam lahko naredijo kar čejo. Hollywood 20, 10, 15 let prej pove, kaj se misli narediti in na kakšen način. Zato, ker se je začela pandemija, so vsi rekli, se to je pa tako cool film, kaj že, 28 days later, Outbreak, Outbreak, 28 weeks later, to je 12 Monkeys, koliko je teh filmov, koliko češ. Ja, mogoče še ta zelo zanimiva zgodba. Jaz sem malo spremljal enega preparja, enega Američana, ki je bil dosti tak normalen, ker drugače to so eni veliki čudaki, hiter rata stvar, tako zelo težka za poslušati. On je rekel, zdaj tako nas fopajo s tem, takrat je ven prišla serija, kaj je že ona zombi serija, ki je TNT naredil. Ena zombi serija je bila, ki je bilo 10 sezon. World War Z, a to je serija, a ni to film? Ok, to je film. Ja, tako. To je res, ja. Ja, se vse povejo. Pozabil sem, no. Skratka, zelo najbolj znana Walking Dead. The Walking Dead, evo. Najbolj znana serija. Takrat, ko je ven prišla, je ta prepar rekel, a vi mislite, da do kaj tacga ne more prideti? Še kako lahko pride? On je bil Američan, v Los Angelesu je živel. Pripravljal se je že 15 let na vse žive apokalipse. Jaz nisem toliko paranoičen. Tako kot sem rekel, jaz se pripravljam na najslabše, ampak delujem pa razmišljam pa na tisto, kar hočem ustvariti. Najbolj pozitivno. On je rekel, do zombi apokalipse lahko zelo hitro pride. Predstavljajte si, da zmanjka nafte. Za en teden, v 2 dneh se ustavi dostava hrane, ustavi se dostava zdravil. Več kot 80% Američanov je medikamiranih, jemljajo pomirjevala, jemljajo Valium, pa še druge bolj zajebane stvari. Te snovi jih držijo v večnem šahu in v večni anesteziji, da ne izražajo svojih čustev, ampak da jih potlačijo v podzavest. Ko oni ne dobijo svoje dnevne doze po 2 dneh, se jim bo sfaclal, bo vse to prišlo na plan, vsa jeza, ves strah, ves bes, vsa agresija, vsa anksioznost. A veste, kako se človek počuti, ki iz tega ljubečega dela sesalčnih višjih funkcij možganov preide v plazivči svet malih možganov? Tam ni sočutja, tam ni skrbi za druge,
Tam je samo skrb za sebe, za golo preživetje, brez čustev. Ne? Jaz, ko vas vidim, pa da imate sendvič v roki, pa sem v tej fazi, jaz vas ubijem, pa pojem sendvič, pa še vašo nogo, če sem fej slačen. In tako čisto vsak človek naredi. In te študije so bile že zdavnaj narejene in so bile narejene za vojsko, za prvo, drugo svetovno vojno, za vojne prej. To je Machiavelli tudi delu. Poleg tega to večina ljudi ne ve, poznajo samo njegovo usmerjanje ljudskih mas, pa kako jih varati, zato da dosežeš tiste politične, gospodarske cilje. Tako da ja, začnite meditirati, začnite razmišljati o življenju, o sebi, kaj želite. Tisti, ki hoče, naj pride na tečaj. Jaz priporočam pri sebi osnovni tečaj preživetje v naravi, ker izkusite, kaj narediti prve 2 dni, ko se nekaj zgodi. Jaz ne govorim teh apokaliptičnih scenarijev, ampak rečem recimo, kaj če vam zmanjka bencina na Pokljuki, pa je totalna noč, pa vrže 30 centi snega, ker ste bili glih pozimi. Pa ne morete nikamor, pa morate vsaj do jutra preživeti. Kaj boste imeli v avtu s sabo, da vam bo udobno pa zabavno? Ne? Kaj morate imeti v avtu s sabo, ki je par kilc opreme, ki vse spravite v eno tako boršico, zato da vam bo toplo? Ali pa kaj imeti s sabo, če greste v hribe pozimi na turno smuko? Ali pa če greste v neko malo večje smučišče v Avstrijo, v Italijo, v Francijo, pa zalutate s kakšne proge, pa morate noč preživeti tam sred snega. Kaj morate imeti pri sebi, da imate v žepu, pa da vas bo rešil, da ne boste zmrznali? Take stvari, take čist ful uporabne stvari. Kako situacijsko reagirati v situaciji, ko so ljudje jezni, besni, prestrašeni, da se vi tega ne nalezete, pa da vi kompletno maso obrnete. Ali pa da se znate odstraniti, biti energijsko nevidni, da se ne spravijo na vas. Vse te stvari. Tukaj. Vse sem preveril na sebi, preveril tudi na drugih, več kot 500 ljudi je bilo že pri meni na tečajih. Večinoma tujcev. Pridite, ker zdaj vam pa že res voda v grlu teče. Tako kot sem lansko leto rekel, sem bil tukaj. Pridite, eden ni prišel, 2 sta poklicala. Ne? Dajte še malo počakati. Ne? Sam mene pol ne bo. Kaj pukne, ker res neki fejs pukne, jaz spizdim v gost. Za 14 dni, pa prijem pa malo pogledati, pa je še kdo živ, pa kaj se kaj dogaja, pa če štala, grem pa še malo v gost, še za 14 dni. Pa prijem pol ven. Pa vidim, kaj je ostalo. Tako, ko sem začel govoriti, ko valiuma zmanjka tam v Ameriki, on je rekel, to bojo horde, ki se bojo teple pred lekarnami, pa probale dobiti svoj šus, pa ki ga ne bo, pa ne bo hrane, ki je folk v paniki, pa besen. Kar predstavljajte si, pogledajte kakšen ta film, pa vam bo hiter jasen. Tako človeška psiha deluje, to je zakodirano pri nas noter. To učijo specialce, spravijo jih fizično v tako stanje, da izkusijo to, ker si na avtopilotu, ker ne vidiš dober, ne slišiš dober, privide začneš dobivati, a ti moraš naprej isto funkcionirati. In to tako, da ne poškoduješ sebe pa svojih prijateljev, ampak da počeš točno tistega, ki ga moraš, pa da preživiš. Takrat, ko nasprotnik, v tem primeru bom vojaško terminologijo uporabljal, jaz verjamem, ena rasa, en planet, takrat, ko nasprotnik misli, da to pa noben človek ne more preživeti, ne? Kar smo mi kele dol vrgali ali pa kar se je zgodilo. Pa ljudje preživimo marsikaj, ker naše fizične meje so bistveno višje od teh, ki jih je psiha sposobna.
In to specialce trenirajo, da grejo psihično do svoje fizične meje in da uspejo tudi funkcionirati tam. Zelo efektivno. Ok, mislim, da je to tako Ja. nekako cel paketek Mislim, zelo da je hitro. to- Jaz bi naredil klap, tukaj vsem, res iskrena hvala. Najprej Boris Urh, a ne, da te je sprovociral. Ma ni me sprovociral tako, dal mi je tako motivacijo, bom rekel. No? Evo. In hvala, ker sta oba naša člana in ker se družimo in ker si pomagamo in si informacijo drug drugmu. Aha, zakaj bi bilo v gozdu varneje? Ok, to je meni ful ljubo vprašanje, ko vprašam, katera žival je najbolj nevarna v gozdu? Katera žival je najbolj nevarna v gozdu? Glivica. Glivica, ok, dobro. Glivica, odgovor, še kdo? Človek. Človek, tako je. Človek, zakaj človek? Ker medved te ne bo nikoli, ko te bo videl, napadel pa požrl. Ne? Razen v izjemnih okoliščinah te bo napadel, sploh pa ne pri nas rjavi medved. Volk te ne bo nikoli napadel pa požrl, pa tudi če je v tropu. Nikoli. Tega ni. Bolj so nevarni psi v mestih, ki so v tropu. Jaz sem to izkusil v Beogradu. 30 psov je uletel proti meni. Če jaz takrat ne bi vedel, kaj moram narediti, zato ker sem se učil samoiniciativno, ker me te stvari ful zanimajo, jaz ne vem, kaj je bilo z mano, ampak definitivno zgrižen bi bil. Ker sem tudi poslušal zgodbice, pa sem povedal pač prijatelju, tam rekel, stari, to jih vsak teden jih par pogrizejo. Najraješ kakšne otroke se spravijo, ki so majhni. Zato otroci 3, 4, 5 jih skrb hodi. Sploh ne hodijo sami, si ne upajo. Tako. Zakaj je bilo v gozdu varneje? Zaradi tega, ker včasih so ljudje živeli v malih skupnostih. 20, 30, 40, 50 v svoji jami. In tam ni prišlo do mase nekih energij pa čustev. Ampak se je to zelo hitro, zelo dobro pucalo. In ko jih je bilo 60, 70, jih je 20 vstali pa rekli, hvala lepa, mi si gremo svojo jamo poiskati. In bomo šli kele 5 km stran in se bomo obiskvali. Zjutraj spomladi na srečanjih, zaradi tega, da smo med sabo pomešali, da ne bomo hodreti izpadali, ker se bomo 4 generacije med sabo plodili 20. Tako je bilo. In ker so vedeli, ko enkrat zapreš tisoče ljudi, 10 tisoče, 100 tisoče, milijone ljudi v eno malo mesto, na eno malo lokacijo, takrat pa prihaja do velikih pizdarij lahko. Sploh, če pogoji niso ugodni. Na tem planetu nas imajo za živino, elita nas ima za živino in nam pije našo življenjsko energijo. Ja, v Skopju ne smejo hraniti psov brezdomcev. Ja, zato so lačni pa napadajo. Ampak mi, ki smo bila že 2 leti nazaj v Skopju, so jih hranili. So jih. Bila sva v Bolgariji, v parih mestih, tam ful hranijo mačke. Zelo malo ljudi ima svojo mačko, ampak so divje, spuščene in to so čisto druge mačke. So ful skulirane, se tudi pridejo pobožati, ampak živijo zunaj, pa se jih hrani. Glede migrantov, poznam jaz dosti ljudi, tudi v vojski, v Interpolu, v politiki, poznam zgodbe zadaj, ne bom nič več rekel. To si lahko vsak, danes veliko knjig je napisanih na marsikakšno temo, ki se jih da pri nas dobiti oziroma naročiti prek spleta, Amazon, eBay, Book Depository. Tistega, ki zanima, bo prišel do informacij. Tiskaraj, ki knjigo drži v rok daljinc, pa se anestezira z raznimi serijami pa filmi, s pivom na kavču vsak dan, pa trpi na šihtu, za minimalca. Jaz rečem, blagor Bogem na duhu, kajti njih je bedno kraljestvo
Ja, ne morem reči nebeško, ker ni. Moramo se zase postaviti. Pa da za sočloveka, ki se ne zna, mu povedati, pomagati, pokazati. Če se je pripravljen naučiti, pa da to sliš, naš prijatelj. Če ne, škoda energije pa cajta za enega zgubljati. Bo že, ob svojem času, če bo. Če pa ne bo, pa tudi v redu. Tako, evo. Bodite v cvetju, blagoslovi zdravja.